če nisi radoveden, potem je boljš, da sploh ne greš, potem je pa druga, je pa, da skušaš biti tudi resnicoljuben, a ne. To je morda še težje, kot biti radoveden. In tretje, da imaš rad svoj jezik, ne. Ampak pri nas slovenski jezik, še ravno ga dan danes mečemo v koš in otroci iz šole pridejo pa govorijo angleško med sabo, ne. Mi smo, malo smo zavozili, jaz mislim, in to od šol do medijev, pa to niso krivi tek, so danes stari 5 let, ampak tisti, ki smo toliko starejši, da smo to dovolili oziroma nismo se uprli, ko smo videli, da se to dogaja. Hvala lepa. Dobre 3, lepe 3. Radovednost se mi zdi pa tako po mojem spominu, kar so z Aljažem intervjuvala goste v Metinem čaju, ki so sicer večinoma bili iz medijev in medijci, ne pa izključno, pa bi skoraj rekla, da se pojavlja pri vrhu, ja. Mislim, tudi jaz bi jo dala, da če tega nimaš, je težko sploh, ne vem, kaj se iti v tem poklicu, ne. Ja, nič pa nas to pripelje, naj to pripelje gospod Tone Hočevar do zadnje točke današnjega programa oziroma programa tokratnega Metinega čaja, ki nosi številko 310 in sicer trenutek, ko gosta povprašamo, da z nami deli eno zanimivost, ki je lahko karkoli, ampak nekaj, kar oceni, da morda veliko naših poslušalcev in poslušalk ne ve, pa da bi jih znali zanimati. To vedno vprašava vsakega na koncu.